Stari, to je pa že resen športni avto, veš, tukaj pa ni več zemancije. Je pa končno Viola na vrst, veš, ta avto si pa želim peljati že, mislim po mojem, kar so mi avti všeč. A bi rad videl, kako zgleda voznikov pogled? Takole je prestavna ročica, stikala za okna, na tankih madača, tole sredinska konzola, tole so pa števci. To se pravi letnik 92, 3.8 mašina, to je bil ta avto, ne, po faceliftu. Original price 120.850 nemških mark. Je pa pri teh avtih tako, ne, vedno, ko se usedeš v avto, ki si ga občudoval, obmejhnega, riskiraš, da te bo razočaral, zato, ker si pač vajen sodobnih avtov, ne, ikone, legende. Te se pa pogosto sploh ne peljajo tako dobro, ker misliš, da se bojo. Odziven motor, stari, koliko so bili ti motorji včasih dobri, mislim, odzivni, se vem, da niso bili toliko zmogljivi, mislim, za svoj čas so bili, kakšna huda kabina, se vem, da bela ni praktična, ampak stari, fukiš pa je, to pa. Volan je pa velik, stari, glej to je, če bi dal zdaj kjerkoli avtomobilski proizvajalec ta volan v kabino, ne, to bi ga vsi tako popluvali, ampak včasih je bilo to drugače. Z menjalnikom je pa tako hodi, razmeroma dolgi, ampak natančni. Za svoje čase. Opa! En hiter slalom, to si pa lahko prvošem, a? Pa volan moram reči, da je zelo posreden, ampak motor, stari motor. Veš, to je to čudo, o katerem skozi govorim. Veš, kaj je sam problem, zato ker imamo ful omejen čas s temi avti. Mislim, vsak dobi koliko 5 minut na parkirišču, imaš 3 sokole, ki te skozi gledajo, preverjajo, da ga naserješ, ne. Ker to, kar sem prej naredil s prvo generacijo, da sem naredil en tak lušten power slide, to je totalen no-go. Bi moral videti ogenj, ki šviga iz oči, ki vidi, da to narediš. Das ist nicht deine Rennstrecke! To pomeni, da to ni dirkališče. Se ima prav. Sam človek si včasih ne more pomagati, veš. In zdaj vprašanje, ne, a me je legenda navdušila ali razočarala, pa smo stari nekje vmes. Čeprav moram reči, da se bolj nagibam k navdušenju, zaradi feelinga, zaradi motorja, zaradi videza, ki je meni pač to jaja. Telefon ima noter, seveda. Veš? Gremo. Crkno mi je. Ko smo rekli včeraj 5.0, V8, 400 konjev. Stari, to je pa že resen športni avto, veš, tukaj pa ni več zemancije. Pa nekaj je malo hecen, ne. Prva generacija se mi zdi, da ima malo boljši bočen prijem kot druga, tukaj na sedežih. Pa ste pa tukaj razmišljali, klasična napaka, ne, razmeroma dober prijem tukaj v ledvenem delu rame, pa vse skupaj nič. Dobro, razumem, ne, da so kakšni vozniki tudi malo, kot recimo jaz, ampak to mi pa ni najbolj všeč. Veš, pri tem avtu je pa krmiljenje že veliko bolj odzivno, body control je že, ko se peleš počas, veliko boljši, kaj šele, ko se peleš hiter, ne. Kaj pa če jaz ta motor pokažem, tako do zunaj? To, kar vidiš zdaj, to je en najboljših motorjev vseh časov. Kaj pa Y? A pritisnem malo na gas. Slalom, nizka hitrost, ne paše mu najbolj. Ampak se dobro pele, veš. Če V8, zapoj mi malo. Ajde pa še števci, pospeševanje v drugi. Pazi ta zaslon, veš, smo že malo pozabili, ko je bilo včasih. Vidiš to? Pa da noš misel, da je to občutljivo na dotik, kaj brez skrbi, da ni. Tukaj le ga štimaš, le. Zdaj pa še cajt za ta zadnjega, ker nam ga bojo dovolili pelati, tizgale tamle nam ne vem čisto točno zakaj, ampak se nima veze. No, zdaj pa so oživeli spomini, ne, na leto 2007, ko sem se jaz prvič usedel v ta avto, pravzaprav je bil karavan. In pa takoj, ko se usedeš v kabino, se spomniš na to, kako je BMW takrat se razburil avtomobilsko javnost, ne samo z obliko tega avta, ne, ampak ko je ta M5 ven prišla, tudi z vsemi možnimi nastavitvami, ne, ker to včasih prej, pri kakšnih drugih modelih preprosto, tega ni bilo. To je pa tisti gumb, ker če ga pritisneš, pa nimaš več samo 400, ampak 507 konjev. Tukaj pa valjda prilagajaš še hitrost menjalnika, nastavitev elektronke, pa DSC, to je tista, varna tipka. Je nič, en krog, pa samo ena stvar, ne. Prej so novinarji malo pretiravali, tako da imam spremstvo tukaj zadnji, da ga ne bom preveč sral. Pa še zdaj se spomnim, ne, to je bil prvi športni avto, v katerem sem jaz videl barven head-up display. Čak ti ga pokažem. Se pa prav spomnim, ne, ker valjda sem ta avto najprej peril v tej nastavitvi s 400 konji, pa sem se mislil, stari, se sploh nič posebenega, ne. Pol sem prestavil pa na 507, ne. Se mi je pa kar naenkrat vse malo drugače zdaj. Menjalnik, ja, ta je pa še danes dosti počasen, kaj če ti reči. Veš to? Vmes cel zanihaš, preden se on spomne prešalter.
ampak zvok. Jaz ga zdaj ne smem terati, ne? Ampak sem pa prej dva novinarja, ki sta ga tukaj čez parkirišče pohodila, posnel, pa si rajš to pogledajte, da boste slišali, kaj je to zvok, ne pa to, kar zdaj dostikrat vam pride iz izpušnih cevi. In takole, če razmišljaš, ne, bi lahko kakšnega od teh starih primerjev povoznih zmogljivosti s stanovami, ne, ta je že tist, ne, ki bi ga lahko mogoče ob bok postavil tudi sodobnim M5-kam s zelo sposobnim voznikom, ne, pa se to novemu avto ne bi kar tako odlepil. No, to je bilo to, kar se tiče mojega, našega, tvojega skoka v M-preteklost. Na vlog o i3S, predvsem pa o M5, bo treba pa še par dni počakati zaradi embarga. Tako da ja, za malo potrpljenja, prosim, nič drugega. Vem, da tole ne paše v to zgodovinsko M-zgodbo, ampak tukaj na storilnem dirkališču je en kotiček, kjer lahko novinarji, ko ne vozijo, se malo sprostijo. Za mano je pa najbolj nora fotka New Yorka, kar sem jih kdaj videl. Stari, če to v živo vidiš, kakšni detajli. Ne vem, še nikoli se nisem srečal s čem podobnim. Kakšna resolucija, kakšna... Glej, nisem nora. Glej to no. Ajde, pejmo recimo do ene bajte. Vidiš to? Glej to no, kaki detajli, stari.